Dober večer vsem skupaj. Lepo pozdravljeni na domžalski projekciji filma V tišini življenja, filma, ki govori o Manci Košir, v kateri so v njeni smrti zapisali, da je zaklad narodnega pomena. Jaz mislim, da se s tem mnogi, ki ste danes prišli, tudi strinjate. S projekcijo filma pa bomo počastili tudi njen spomin. Moram reči, da je danes prav poseben dan, da je Manca zelo, zelo prisotna na različnih koncih in krajih, tako da je istočasno žal se zgodilo, da je v Ljubljani tudi predstavitev knjige v Cankarjevem domu, knjige Mance Košir, Manj je mene, bolj sem jaz, o kateri bomo tudi kakšno besedo danes še rekli, čeprav bo pogovor bolj posvečen samemu filmu. Mislim, kdor je bil prej doma, je bila še oddaja v dnevni sobi, kjer sta se pogovarjala urednik te knjige, Žiga Valentič in pa manjšina hči Ladeja. Drugače pa lahko rečem, da je bila Manca zelo prisotna na številnih dogodkih tudi v Domžalah in z Domžalčani in Domžalčankami zelo povezana. Tako da smo nekako vztrajali, da moramo tudi posvetiti en večer projekciji tega izjemnega filma. Čeprav je bila premjera že v januarju, ampak nič za to. Žal danes z nami ne bo režiserke tega filma, Nine Blažin, bo pa prišel snemalec Darko Herič, ki je igral izjemno pomembno vlogo pri tem filmu. Pravzaprav sta bila to človeka, ki sta, ko so ta film snemali, več kot 5 let, so ga namreč snemali na nek poseben način, bila prisotna tako rekoč vse skozi ob Manci Košir. Ko so film začeli snemati, je bila Manca še zdrava in je bil namen filma nekoliko drugačen. Menili so, da bojo posneli film o tem, kako Manca dela kot prostovoljka v hospicu, kako spremlja umirajoče in podobno, vendar se je po nekaj mesecih snemanja zgodila Mančina bolezen in marsikaj so morali tudi ustvarjalci tega filma spremeniti. Prej sem že omenila tudi Domžale, večkrat smo Manco gostili v knjižnici, predstavljali njene knjige. Danica me je upozorila, Vidmar, da je tudi Manca napisala uvod k njeni knjigi, pa je ona naše gore list. Potem z njo je bila izjemno povezana tudi Katarina Habe, pevka skupine Katrinas. Mislim, da je bila Manca nekaj mesecev prej tudi na koncertu v Hiši na Travniku in prišla počastiti ta njihov nastop. Skratka, najbolj še teh dogodkov še več in jaz vas pozivam, oziroma naprošam, da ostanete, če želite še z nami po projekciji, da bomo se pač pogovarjali tako o filmu, o naših spominih na Manco in seveda, če bom to želel, bo lahko tudi z nami delil svoje misli, svoje spomine in to, kar mu je mogoče Manca pomenila v življenju. Tako da, evo, zdaj pa mogoče sam še za začetek, glede na to, da režiserke Nine Blažin ni z nami, ker ima pač neko drugo službeno obveznost, bom pa prebrala nekaj, kar je ona rekla o tem filmu in o Manci. Manca Košir je bila velika promotorka paliativne oskrbe in njena zgodba odpira vrata v raziskovanje odhajanja. V filmu je tudi moja osebna izkušnja izgube. Kot režiserka sem želela gledalcem ponuditi prostor za raziskovanje njihove lastne izkušnje ob odhodu najdražjih. Ali je to film o smrti? Ne. Skozi zgodbo o odhajanju film odkriva življenje in postavlja vprašanje, kaj boste naredili s časom, ki ga imate na voljo. To so besede režiserke, ki nas naj pospremijo v film. Potem pa ob zaključku pa še naprej.
Jaz moram še predstaviti, s kom bomo se danes pogovarjali. Prej sem že omenila, da bo z nami snemalec Darko Herič. Lepo pozdravljeni. Pozdrav tudi vam. In pa srčna prijateljica Mance Kočir, zdravnica kardiologinja in tudi psihoterapeutka Tatjana Zolko. Obema se zahvaljujem za prijaznost, malo smo bili v stikih zadnje dni, kajti žal Nine ni. Kot sem povedala, Nine Blažin nocoj z nami ne bo, ampak jaz sem prepričana, da je vseeno z nami, kot je bila najbolj z nami nocoj tudi Manca. Mogoče nekaj vprašanj za vas, gospod Darko. Film je nastajal 5 let, kot sem že prej povedala, je bil na začetku zastavljen nekoliko drugače, potem je Manca med snemanjem zbolela in najbolj ste se morali prilagoditi, koncept se je nekoliko spremenil filma. Kaj sta morala za režiserko pravzaprav spremeniti po nekaj mesecih? Kako je to vplivalo mogoče tudi na vas kot na snemalca? Nič nismo rabili spremeniti. V bistvu je to observacijski film in mi smo v bistvu na začetku sva bila z Nino sama v ekipi. Sva pač rekla, da bova snemala, kaj se dogaja, ne? In pač snemaš, kar se dogaja. To je poseben tip dokumentarnega filma, ne? Kjer ste pravzaprav vse skozi prisotni na nek način, vse skozi je seveda relativno. Treba je biti zelo, najbrž tudi kot snemalec, prisoten na en poseben način, kako ste se vi v tej vlogi znašli, kako sta recimo komunicirala z režiserko, če je bilo potrebo dati kakšna navodila recimo vmes. Mislim, vse skozi ni bilo glih tak, mi smo se dogovorili, katere dni bi snemali in pol tisti dan smo snemali in kaj se je tisti dan zgodilo, smo posneli, nismo pa mogli vedeti, kaj se je zgodilo en dan prej ali pa kaj bo en dan kasneje. Pač to, kar je tu, smo posneli. Kako sva komunicirala? Zelo dosti sva komunicirala pred snemanjem, ko se pogovarjala, kako se sploh lotiti tega in kako sploh pristopiti do Mance, ampak mislim, da je tudi zelo pomembna Manca bila pri celem tem procesu, ker ona je bila v bistvu tudi član ekipe, ona naj je sprejela in naj je spustila tako blizu, da sem jaz dejansko lahko prišel s kamero, fizično tudi in na vse druge načine blizu do Mance. Ja, je pa še ena zanimivost, Nina mi včasih mi na listke piše, kaj hoče da posnami in pol mi tak ima svoj listek in pol se strudi prebrati to njeno pisavo in tak kaže listek. To je najna komunikacija med snemanjem. Drugače pa pač, ne vem, ko se nekaj zgodi, pač jaz moram reagirati takoj in včasih večinokrat ni časa za nek pogovor ali pa debato, pač ko posnameš. Najbolj se na nek način poznalo, ne, da je Manca, lahko rečemo, filmski človek, ne, nazadnje je na nek način zelo na začetku, to, kar je tudi v filmu, a ne, s filma Breza, ta odlomek, ampak baje, ne, se je kar dovolj poglobila tudi v film, pa ste dobivali tudi neka posebna navodila, je kar malo hotela režirati, je kar malo hotela še vama ideje dajati, kaj bi še vključil v film, ne? Ja, ona je zelo ustvarjalna oseba bila. Nekaj njenih idej smo uporabili, seveda, ker smo pač snemali njeno življenje, ne. Ja. Se kakšnega takšnega navodila spomnite, recimo? Spomnim se, da je hotela iti v Trst nekaj snemati, že čisto na koncu, ko smo že skoraj vse posneli, je hotela iti s Karpo Godino v Trst na trg Unita posneti neko sceno in mislim, da tako njemu več časa, pač ne paše koncept in nekako nismo šli v to. Ste se pa veliko gibali tudi po... Ampak veliko scen tudi ni v filmu, mi smo posneli po moje za celo sezono dokumentarne serije tega materijala. Tega materijala je bilo ogromen, recimo kakšen prizor ali pa kakšna stvar, najbrž to bilo delo predvsem režiserke, montažerja. Kaj ste pa recimo tazga, kar bi bilo pa vam, da se morda spomnite,
da ni v filmu, pa bi bilo fajn, da bi bilo, recimo, po vaše, a ni nič tacka. Zdaj, ko ste rekli, spomnim se ene scene, mi smo šli par dni po tem požaru na Krasu, smo šli tja na pogorišče in Manca hodila po tej črni, tak, v bistvu, ne vem, puščavski, vesoljski pokrajini in vmes med tem črnim pogoriščem, črnimi tlemi, črnimi drevesi so začele take male rastline rasti. In ona je bila to in bila čisto navdušena. To je ena scena, ki mi je mogoče žal, da ni noter. Zdaj, morda se iz filma se razbere, ne, motiv oziroma nekakva spodbuda tako za režiserko, ampak prebrala sem, da tudi za vas, ne, da ste se lotili tega filma, je bilo soočenje oziroma srečanje s smrtjo, ki sta ga doživela vidva. Režiserka se tudi v filmu večkrat spomni svojega očeta. Moram reči, da je tudi izjemno zanimiv lik njene mame. Jaz sem danes prvič gledala film in se mi zdi izjemno pomembna in pravzaprav prava popestritev filmu, ampak tudi vi ste bili pravzaprav na nek način soočeni s smrtjo svojega očeta nekaj časa pred snemanjem, ne? Ja, to je bila nekako najna prva neko vodilo, pač, da iz nekega lastnega žalovanja raziskujemo, kako mi kot družba, pač kot ljudje, ki živimo v Sloveniji, ne? Kako mi žalujemo in kako gremo čez to neko časovno obdobje, ki pač sledi izgubi nekega bližnjega. Ne? Jaz sem vedno, ko sem bil tako blizu smrti ali pa ko sem se soočal s smrtjo nekega bližnjega ali pa skorajšnjo svojo smrtjo, sem vedno potem dobil ful eno veliko motivacijo za življenje. Tak, vedno sem počel sem navzgor in pač se ni žalostno, ampak znotraj te žalosti sem vedno uspel nekaj ful pozitivnega zase najti. Mogoče še to, vi malce pred snemanjem filma niste poznali, ne? Tako da pravzaprav se je vaše prijateljstvo tkalo v teh 5 letih snemanja. Ja. Kaj vam je dala Manca, predvsem tudi v povezavi s vprašanjem življenja in smrti? Res je, nisem je poznal, pa jaz sem imel v njej občutek, tako da sem, ne vem, če to obstaja z današnjim časom, ampak da sem v stiku z neko kraljevsko rodbino, ko da pač je ona ta royalty slovenski in vsakeč, ko sem bil tam, sem imel ta feeling. Mi smo tu in nam je vse dovoljeno, mislim, v nekih etičnih mejah, ne, in mi lahko živimo svoje življenje na polno, ne, in dajmo ga živeti. In to je neko sporočilo, ki mi ga Manca dala sigurno. Tatjana Zorko, vi ste bili njena srčna prijateljica. Kako je bilo pa stkano vaše prijateljstvo? Kje se je začelo? Povezani ste bili res več desetletij. Ja, 40 let. Midve sva se spoznali, ko je bila Manca stara 35 let in jaz 28. In potem sva drugovali vsa ta leta. Zelo mi je težko govoriti o tem dolgem času, ki je bil v resnici zelo kratek, čeprav je trajal več kot pol mojega življenja. In ta film, ki sem ga gledala danes tretjič, vedno znova neko drugo zgodbo v meni sproži in res sem hvaležna obema, da sta ta film naredila in Manci, ki je bila večkrat v tem času naveličana tega snemanja in je vztrajala in vzpodbujala sebe in nas vse. Jaz sem jo enkrat namreč peljala na snemanje v Maribor, ne vem, če se spomnite, smo se vozili po avtocesti, jaz na voznem pasu, vajin avto pa na sosednjem. In Manca se je smejala kot nora, ker se je zdelo to tako lepo. Tako da
Jaz mislim, da je ta film res dragocen, predvsem za obujanje spominov, ki so res bogati in so ostali po njej in so tudi pravzaprav zelo realen prikaz časa, v katerem smo mi živeli. Manca je namreč zbolela leta 2019, tik pred covidom, in najhujše operacije in najhujše posege je dajala skozi v času covida. In vsi, ki smo bili zraven, predvsem njena družina, pa ta res vrhunska ekipa zdravstvena in mi, prijatelji, ki nas je imenovala Angeli varuhi, ker smo res skušali pomagati pri tem, in ta ekipa snemalna. Mislim, da je to res dokument časa za vse nas, ki smo ga skupaj z njo lahko doživeli in preživeli. Najbolj ste se v filmu pogovarjali, mogoče to, zelo se mi je zdelo, danes sem vedela, kako je bila predstavitev filma, v januarju sem rekla v Ljubljani in mislim, da je tam rekla njena hči Tina, se mi je zdelo tako zabaven, ne. Ja, mi smo se počutili kot una družina Kardashian, ne. 5 let smo bili skozi na nek način vpeti v ta film, ampak Manca je film tudi videla, ne, na svoj rojstni dan, malo pred pravzaprav potem tudi smrtjo, ne, in kako ga je doživela, vi ste bila tudi prisotna pri tej projekciji filma, ki je bila najbrž za najožji krog družine, prijateljev in ustvarjalcev filma. Ja, res, to je bilo prav na njen rojstni dan, kjer je bila ta projekcija v Kinodvoru, mislim, da nas je bilo okrog 20, in potem po filmu smo se zbrali in Manca si je želela, takrat se je že začela oblačiti v rdečo barvo, ne vem, če ste videli, ona je zelo imela rada barve, ampak kakšno leto pred smrtjo je pa skoraj vedno bila v rdečem. Ko jaz zdaj o tem razmišljam, se mi zdi, da se je res hotela povezati s svojimi koreninami in se je tudi hranila iz njih. No, in potem je želela, da vsak pove, kako se je ta film ga dotaknil. In spomnim se, da takrat je bilo meni zelo težko to povedati, ker sem se bala, kako bojo ljudje videli vse te prizore te skoraj iznakažene Mance in te velike brazgotine na nogi in tako. Ampak pravzaprav nišče tega ni opazil. Vsi smo res lahko videli, kako je bilo življenje v njej živo. In tudi je ostalo živo, tudi ko je ta film bil že končan in je ona pravzaprav zares odhajala samo 14 dni. Ko se je vlegla v poslo in zadnji teden potem tudi šla v hospic. Ona je res umrla tako, kot je živela in marsikdo mi je rekel, ko je ta film gledal, je rekel, saj samo igrala. Ni igrala. Jaz res lahko rečem in mnogi tudi, da sem lahko priča temu, da ona je res to živela, kar je govorila. In to je zelo dragoceno. Rekli ste, kar je govorila, res velikokrat nam je položila na dušo, da je treba govoriti o smrti. Da ne nazadnje tudi skozi to njeno prostovoljno delo v hospicu, spremljanje umirajočih. Kako se je pa ona, vi ste bila res njena najbrž intimna prijateljica, kako se je pa ona lahko soočila s to res dokončno končnostjo? Ne bi si upala reči, da vem kako. Ne bi si upala tega reči. Ampak do zadnjega diha, recimo 23. aprila
2024, ko je zadnji dan preživela doma, smo na njeno željo proslavljali moj rojstni dan. In tam je ona povedala, da bo šla zdaj v hospic in da bo kakšen pogreb in si želi in vse je to povedala in vse smo se pogovarjali res popolnoma sproščeno in jaz sem šele potem za nazaj razmišljala, a smo se res tako pogovarjali. Ampak mi smo ji samo sledili in v tem, kar je ona povedala, ni bilo res nobene tragike, nobene žalosti. Vse je bilo zelo mirno in zelo sproščeno in zelo smejali smo se. Je pa res, da je ona vedno vztrajala, da je treba govoriti o vsem, o lepem in hudem. Jaz se spomnim včasih, ko sva imeli kakšen nesporazum, pa sem se tako malo umaknila, pa se nisem oglasila na telefon, ko me je poklicala, mi je napisala mail, pa je napisala, Tatjanček, sam ne nehat govoriti. Saj razumem, da zdaj ne moreš, ampak te bom spet poklicala. In to se mi zdi tako bistveno, ne nehat govoriti. Čeprav je težko, pa čeprav bi človek najrajši vtihnil, pa najrajši molčal. In ona je res ves čas trdila, samo resnica nas bo osvobodila. Ja, to misel zelo pove, sprav to skrivanje stanja ni odobravala, je kar bila za to, da se govori resnica, da se ve, ampak tisto, kar se mi zdi pri tem filmu, in vsaj meni, zdaj v tem ogledu je bilo zelo zanimivo ta humor, s katerim je ta tako pravzaprav resen film na nek način, vendarle prepleten te zgodbe. Ona tudi pravi, vse je treba povedati skozi zgodbo. Na nek način se mi zdi res, nas je še danes zabavala, če smo čisto iskreni. Vsaj mene. Na tolikih krajih v filmu je bilo tolikih zabavnih, humornih, duhovitih stvari. Jaz tudi vem, da kadarkoli smo imeli pogovor, je bilo sicer zelo veliko resnih tem, resnih sporočil, ampak jih je znala ona zaviti. Tako vas je tudi zgleda pripeljala proti svoji končnosti, s tem zgodbami, kako naj bo vse pripravljeno tudi, kako naj teče in vedno malo zraven. Ja, čeprav to je bilo težko, ne vem, če se spomnite tega prizora v filmu, ko je Tina, njena mlajša hči, pripeljala njo v bolnico in je malce tam razlagala o tem nahrbtniku in temu psu. Ona je hi, Tina je pa jokala, tako da to je bilo res, ja. Potem, ko je zapovedala, da se moramo na pogrebu veseliti in priti v belo oblečeni in tako, in nič žalovati, in samo plesati in samo tako. A ste pili šampanc? Ja, mi smo šli potem na šampanc. Ja, tako. Ampak meni tudi to ni bilo blizu. Jaz sem to razumela kot neko prepoved žalovanja. In sem rabila kar nekaj časa, da sem potem na svoj način odžalovala. Ampak sem pa razumela to njeno željo, da se ne delamo, da je smrt tragična, ker za njo res ni bila. Mogoče kdo od publike, ki ste si tudi danes pogledali film, bi želel kdo deliti z nami kakšen svoj spomin, kakšno zgodbo ali pa vtis, kako se vam zdi film, ali je še prezgodaj? Ne? Dobro, pa mogoče bomo mi še kakšno stvar v filmu, ali pa za intermeco še v knjigi. To sem tudi obljubila, že prej me je zunaj vprašal gospod, ki je danes prišel v imenu založbe Goga. Založba Goga je bila izbrana, da pravzaprav na nek način izda to knjigo in Žiga Valetič je bil 14 dni pred
njeno smrtjo tudi nekako izbran strani Mance, da to knjigo pripravi. Mi jo imamo danes tam, lahko si jo boste tudi vzeli, knjiga je obsežna, več kot 400 strani. Žal danes, kot sem že rekla, poteka v Ljubljani predstavitev te knjige, mi smo bili v kontaktih, na koncu smo ugotovili, da ne bo šlo, pa so rekli, ker vi povejte, jaz sem knjigo zdaj zadnji mesec imela skozi na svoji polici, jaz moram reči, da je res izjemno delo, da je Žiga opravil več kot pol leta, je prebiral gradivo, to pravzaprav manjšina, lahko rečemo, kljub temu, da ni bila prisotna autobiografija, kajti on je pregledal več kot 2000 različnih dokumentov, računalnik, šel vnuk, pravzaprav to obsežno gradivo, vi veste, da je bila Manca novinarka, da je naredila ogromno intervjujev, pogovorov, pisala kolumne, vse mogoče časopise, eseje, tako da pravzaprav mislim, da je Žiga napovedal, da bo še ena ali 2 knjigi, da boste šli, tako da jaz mislim, da bi bila Manca te knjige zelo vesela in da je dobra in da je Žiga Valetič opravil res ogromno delo, tako da, če jo boste želeli danes, mi smo se z založbo dogovorili, obljubili so popust, kar se mi je zdelo tudi fajn, da je še popust in če kdo želi in še mogoče dopolniti ali pa se ponovno vračati, meni je to ljubo, jaz sem čisto vse manjšine knjige, tista pisma, se spomnite, to so bile res fantastične knjige, dopisovanj, tako da tukaj not pravzaprav Marca veliko pove o sebi še in nadgradi mogoče tudi ta film, ki pa na en poseben način govoril o njej. Tako da to sem nekako obljubila, da bomo danes tudi tej knjigi dali nekaj prostora. Tatjana, ste jo vi že pogledali, najbrž ste jo prebrali? Ja, jaz sem seveda že sproti vse to prebirala, kar je zdaj v tej knjigi objavljeno, ker je Manca pisala in vedno sem bila tako fascinirana nad tem, da je ona o eni in isti stvari vedno povedala na isti način. To se pravi, vedno je bila toliko iskrena, da ji nikoli ni ušlo, da bi stvar potekala malo drugače. Tako da knjiga je res, poleg vseh njenih ostalih knjig, pisem in pesmi, je to res ena čudovita dediščina, in to v slovenskem jeziku, ki je vrhunski. Manca je bila res mojster jezika, besed in to je tudi posledica tega, da je res veliko brala. Ona je po moje res širila bralni virus med Slovenci in brati te knjige je res tudi užitek, tudi zaradi jezika. Ne samo, da je res je veliko brala, ampak tudi spodbujala branje, se je bila tudi promotorka branja, pa ne vem kakšnega veselega staranja, pa ne vem kaj vse bi lahko naštevali. Jaz moram reči, da sem z njo imela kar nekaj stikov in med drugim, moram reči, da najbrž je tudi ogromno dobivala raznih prvencev knjig, ki smo jih pošiljali Manci v pregled, tako sem tudi jaz poslala mojo pesniško zbirko in jaz mislim, da je najbrž vsakdo dobil odgovor. In seveda ta odgovor je bil vedno tako napisan, da sem imel občutek, da ste res najboljši. Znala je vsakem in karkoli smo poslali po moje najti v teh naših delih ogromno lepega. In tudi z njo se je bilo zelo zanimivo pogovarjati. V filmu smo videli še Arboretum, tako da je še en košček Domžal noter. Jaz sem imela kar nekaj pogovorov. Prosim? Ja. Ja. Tako da se to tudi nekako vidi, vsej teh
hočem reči to, no, da se je bilo zelo zanimivo pogovarjati o knjigah. Njenih tudi z njo, ker pravzaprav si vedel, da bo to kar teklo, da se sploh ni treba močno tako potruditi, ker bo Manca kar govorila. Mogoče, Darko, je bilo tako tudi pri filmu, so stvari kar tekle, ste vi tudi dobil, recimo, kakšen navdih že kar sam po sebi. Mi zdi, da Manca je to kar sevala na en način. Ona je veliko govorila. Mi smo bili tak, ok, ta film ne bomo intervjujev, ne bomo delali sploh intervjujev s vprašanji, ampak samo pač snemali, kaj se dogaja in ona pač, ko videla kamero, začela nastopati in pripovedovati. Mi smo pa lovili tiste momente vmes, ko je bila res ona pristna, ko ni nastopala, ko je imela ona kilometrino nastopanja pred kamerami. Ste iskali te momente, ne? Smo iskali te momente, ko je ona, zares ona. Ko ni mogoče igrala, ne? Ker smo prej malo se hecali, ne? Zdaj, naslov filma ima tišino, ne? Ampak meni se zdi, da je glasba v tem filmu tudi zelo, zelo pomembna. Aldo je naredil res eno veliko delo, se mi zdi. Tako da, kako je pa ta prizor, mislim, da je res močen, no? To je v naši bližini, najbrž ste bili tle v Menini, ne? Ta tovarna s krstami, ne, in ta prizor s čelom se mi je zdel tak močen. To je bila ideja režiserke? Ja, to je bila njena ideja. A je bila Alda? Ne, ni njena ideja. Sicer to je... Aldo Kumar namreč. Ja, to je observacijski film, samo ene par elementov je tak v bistvu igranih in nadrealističnih, ta s čelom je en takih in tudi vmes je še nek moment, ko ta čelistka hodi po ulici in sreča Manco. Te neke stvari so posnete. So bile pripravljene na nek način, ne? Mi je pa fascinantna bila ta tovarna krst, ko v bistvu ta robotska roka pride in ti zabije te žeblje v krstu. Malo nenavadno. Močen prizor. Zdaj, mogoče zato, ker ni Nine, me vseeno zanima ta mama, no. Ta mama se mi zdela zelo... Kje ste pa te prizore snemali? Kje ona živi? Ona živi nekje pri Puli. In Nina je snemala dlje časa in mislim, da jo še zdaj snema. Ker je zelo podoben način snemanja, ne? Mame in Mance. Ja, mama se je preselila po tej moževi smrti, se je preselila tja na vikend in zdaj tam živi že leta. Nina gre tudi dosti krat tja, pa je tudi njej to nek tako zatočišče rekel. Ja, sigurno. Zdaj, kakšno vprašanje? Ti še imamo tudi, da mora kar v letih biti, ne? In to pa ne vem točno. Sigurno. Izvolite. Ja, jaz sem imela, kako rečem, milost biti, da nisem iz tega zadnje dni in državljene. To, da tole mi je bilo zelo blizu. Bila sem recimo ob smrti sina in kje pa lahko rečem, da je razlika v bolečini ali strčilo kurbe ali ne. Ker bila sem pri starših, res, to so milostni trenutki, mislim. Potem prijateljstvo, krasna gospa, psiha kot rožica, pridni in mirno zaspiti. In to je z nosom živo v sebi. Ampak ni. Zdaj se tole to govori o eutanaziji, to meni sploh ni blizu. Ne, če bi bila sama, škoda, da se o tem to razmišljamo, ker so res
milosti. Hvala lepa za mnenje, prav gotovo tudi ta tema je zdaj zelo aktualna, ne? Ampak jaz mislim, da če bi povedala z manjšimi besedami, ljudje imamo različne zgodbe in najbrž je tudi tukaj treba pustiti tem zgodbam svojo pot in svojo svobodo. Tisti, ki se zauzemajo, kadar jih jaz poslušam, ali pa recimo ta pretresljiv film zadnjič, ki je bil v Tedniku, če ste ga gledali, tega glasbenika našega mladeniča, opernega pevca, ne, ki je to možnost dobil na Nizozemskem, ne, pa tudi da misliti, da je prav, da imajo ljudje tudi to neko možnost, kolikor je to seveda res tako narejeno, ki je bilo tam prikazano in najbrž je te zgodbe treba pustiti, kaj mislite, Tatjana, naj bo teh možnosti več, če je ta želja in rekla to na tak način, kot recimo tudi Andrej Pleterski pripoveduje zgodbo svojega očeta, ne, je tudi kar precej. Tako da jaz mislim, da predvsem moramo paziti, da nihče nikogar ne bo prisilil karkoli, ampak da bo to res ta odločitev. Glejte, težko je soditi. Ja, jaz tudi mislim, da je to preveč, kako bi se temu reklo, intimna tema, da bi bila stvar neke take splošne diskusije. Kot je lepo rekla gospa, ne, jaz sem tudi velikokrat, recimo nekajkrat, ne velikokrat, poleg Mance bila prisotna ob smrti in bolnikov in mojih bližnjih in vedno sem se počutila prav blaženo, ko je človek lahko odšel. Se mi je zdelo, da nastopi en takšen milostni trenutek in da ni nič narobe, da je vse pravo, da je vse zloženo. In Manci so večkrat rekli, da ni izrazila javnega mnenja o evtanaziji, ampak prav v tem filmu je povedala, da je proti evtanaziji zaradi tega, ker je lepo ugasniti takrat, ko pride tvoj čas in da je pomembno, da takrat nisi sam in da si prišel do konca svoje zgodbe in da ne trpiš in da... Tako da jaz mislim, da splošnega mnenja o evtanaziji, posebej, če sodimo za in proti, prav ne bi smeli imeti, ne? Da vsak ima svojo zgodbo in vsak v tej zgodbi potrebuje najlepši možni prehod iz tega življenja v drugo. Mislim, da je še Danica, si ti tudi dvignila roko, sem videla, ne? Ali, izvolite. Meni se ta naslov v tišini življenja zdi pravzaprav res zelo pomemben, ker film govori, oziroma nekaj sem doživel ta film, oziroma tudi Manco, na tem, reklo, zadnjem obdobju, skozi film, reklo, da pravzaprav ta tišina življenja, v kateri človek je, kaj je samo sabo, kako poskuša začutiti, oziroma se zavedati te mobilnosti, te končnosti, da bolj v tej tišini življenja človek to končnost gleda, bolj se morda lahko lažje osvobodi teh strahov in dejansko tega konca, ki ga pač nas vse čaka. In pravzaprav nas ta film tudi vabi v zavedanje to zemljarskosti, bi rekel, da nas to čaka in hkrati, da pogledamo, pravzaprav, kot je rekla Manta, da pravi tudi Kastanero, da je naravni smrt in da kot budisti tudi, katere naslavlja tudi Manta, pravijo, da v enem njihovem povedal običaj je to, da se ustraj se zaveš kaj končnosti in to ti na nek način življenje, ki dožila in ti nekaj spišno novo življenje, če tem da rekli. Ta film na nek način je meni to zdaj dal.
Hvala, da ste to posmerili. Hvala. Hvala lepa. Še ena roka je bila tam, no? Mislim, ne vem, sem prej videla. Ja, mogoče bi to rekla. Zvoli, Saša. Drugič gledam film enkrat v Kinu Dvor, takrat skupaj s Tatjano Zorko in Mančino družino. In ker je Manca takrat bila polna življenja in je bila ta neka slutna njene smrti zelo blizu, je bilo zelo težko gledati ta film, ker si vedel, da te ženske čez nekaj mesto ne bo več. To je bilo zavedanje tega, ne glede na to, da je bila res polna življenja in vsa sijoča. In danes, ko sem ponovno to gledala, ta film, mi je pa tako bilo, kot da ne samo, da je prišla nazaj, ampak da sta obe te materi, tako Ninina mama kot Mančina mama, dale življenju eno zelo veliko vrednosti. Živi življenje, polno živi življenje. Prvi kader, kako Ninina mama voha to cvetje, ogromno pove. Ona pove na elementaren način iste stvari, kot jih Manca pove morda s svojim vsem znanjem. In kar je meni osebno, ker so dolga leta tukaj, ona se je imenovala, ona sama je rekla, da Saška, ti nimaš več mame, jaz bom tvoja nadomestna mama. Nimaš več brata in neko iskala nekoga, ki je bolj nadomestni brat. In je v bistvu mi dala vedeti, da tudi če ostaneš sam v življenju, nikoli nisi sam, jih poskrbi zase, da najdeš ljudi, ki so vsaj neki stebri novi kamenčki v tvojem življenju. In to mi je bilo zelo dragoceno, ker mi je to nekako dala to navodilo in to ustvarjalnost, uživi polno ustvarjalno, ljubi, pleši, tako kot ona pleše. In isto se mi zdi, da s tem vitalizmom tudi gospa Ninina mama tudi doživlja ogenj, te živali, morje, podobno kot Manca, samo na drug način. Se lepo dopolnjuje ta res, ja. Ja, čudovit film je, danes mi je bil izjemno všeč. Čestitam res. Daj pa tudi tebi. Hvala, Saša, da si delila mnenje. Še kdo bi želel kaj povedati? Izvoli. Bi želela povedati, da mi je film všeč, ker Manca, ko je zbolela, ko je dobila raka, je pokazala tako, čim sem čustvena. Se pravi, veselo življenje, ker se je zjutraj vedno uredila, stilsko oblečena, tudi ko je kuhala. Ni da pač, ne vem, pa vržeš gor karkoli, ampak ona da urejena pri kuhanju, pri sprehodih, našminkana. In mislim, da je to delala do smrti, da je pokazala, da življenje je vredno, da se urediš, poleg tega bilo kaj ti je. Ali se bolan, si že na pol tam, ampak se splača do zadnje živeti, šminkane, kozmetika in vse ostalo. Če že pogledate, prstane je znala menati stilsko, uhane, poleg tega, da je bila odrezana šminko gor, šminko dol, čala in karkoli. Tako da ja, in čestitam, da je to znala pokazati poleg vseh ran. Res je, hvala. Mogoče še kaj, Tatjana, še kakšna misel? Ja, zdaj sem hodila samo še deliti to. Jaz sem šla Manco pogledati v hospic po smrti in ona si je kupila še za časa življenja zeleno bombažno obleko, ker je bilo rečeno, da sežgejo človeka ne v plastiki, ampak v bombažni obleki. In potem sta jo obe hčeri oblekli v to zeleno obleko, izvezali rutko, dali en šopek rož in potem je ležala tam na posli še cel dan. In ko sem jo jaz tam gledala in bila zraven nje,
je bila ona popolnoma tako lepo urejena, kot je bila vedno za časa življenja, v popolnem stilu, barvno, vse in je res ostala tudi v mojem spominu živa, ni umrla. In mislim, da se bomo jo vsi spominjali potem. Ja, te barve so zanimive, ona mislim, da je imela omaro zloženo po barvah. In imela vsako barvo, kot Maurica. Obleke, modre, rdeče. Pa knjige je imela, to se vidi, ta knjižna polica je imela, mislim, da ko smo mi snemali, so bile rdeče, večinoma na spletnicami obrnjene na osvon, ampak mislim, da je to menjavala vsako toliko. Pa slika Andraža, ne, Šalamuna, po moje, tista rdeča, ne, sem jo tudi opazila, to mislim, da je tudi enkrat povedala, da to si je res želela, ker je tako energetsko polna slika, ne, to sem jo prav opazila, Šalamunovo sliko, mislim brata, ne, Andraža. Ja, njeno življenje je bilo zelo barvno, ne, in ona res pri njej ni bilo nobenega sledu o neki sivini vsakdanjega življenja, a ne, in tudi se mi zdi, da jaz, ki sem bila veliko bolj siva miška, a ne, sem nekako, tako kot je lepo Saša rekla, dobila veliko tega njenega upanja, zaupanja, vere, veselja, radosti, barv. Jaz sem si sam še nekaj pogledala, ne. Jaz sem tudi človek knjige in tudi prej smo še omenili knjigo, zelo mi je bilo všeč, ker sem zdaj prebrala, kaj se bo zgodilo z vsemi temi njenimi knjigami, ne. Zdaj, ko so to knjigo ustvarjali skupaj, saj so tudi obe hčeri, a ne, in Žiga, in so zraven pospravljali to stanovanje, ne, njene knjige grejo in bodo šle, ne, v Komen na Krasu, knjižnica še ni čisto dokončana, ampak bo in tam bojo te njene knjige, ne, nazadnje mislim, da se je na Kras veliko vračala, tudi zaradi Rožanca in esejev, ki so tam, ta nagrada je bila podeljena, tudi ona si je, meni se zdi, ne, gospa Tatjana si je želela tudi na Krasu mogoče malo živeti, ali ne? Tudi, ja, seveda. Ona je to, ne ste umela arboretum, ne, ona je zelo imela rada naravo in ona je bila pravi promotor hoje, a ne, še ko je bila zelo bolna, se to se v filmu lepo vidi, je veliko hodila, ne, in na Rožnik, in v arboretum, in vse posodno. In ta Kras je bil blizu predvsem zaradi Marjana Rožanca in v tej knjižnici naj bi uredili prav sobo, manjšino sobo, v kateri bojo te knjige. Se veste, stanovanje brez knjige je kot telo brez duše. Se mislim, da tudi enkrat pokažete v filmu, da je imela to tudi tam v mestu. Ja, sej mi smo danes kar dolgi, ampak težko je, ne, zaobjeti vse, kar bi želeli podoživeti nocoj z Manco. Jaz sem nekako za zaključek, se mi je zdelo še, da bi mogoče prebrali, da še najmanj se govori o njej kot o pesnici in da bi bila to ena spodbuda, da greste iskati kakšno njeno pesniško zbirko. Te so nastajale zdaj v zadnjem obdobju in so krasne in ena od teh zbirk je tudi iz Trebuha in neba, ne, to so bile te njene srčnice, kot jih je poimenovala, in jaz mislim, da bo najlepše, če večer zaključimo z eno od njenih srčnic, pa še o smrti je, ampak na en zelo zanimiv način. Smrt me nagovarja, spusti, opusti, samo pusti. Pusti bitju srca, da bije, pusti pljučnima kriloma njuno dihanje, noge naj hodijo, roke naj objemajo in zemlja naj rije po svoje. Spusti, opusti in pusti, da življenje živi tvojo kožo in kosti podpirajo stebre večnosti. Nič ti ni treba storiti, nič, ker je že vse narejeno.
Hvala, ker ste bili nocoj z nami, da smo skupaj naredili ta lep manjčin večer, da smo govorili besede in misli tudi o tišini življenja. Hvala. Hvala, Božena. Zelo